Drage moje lepotice in lepotci, dobrodošli nazaj na mojem kanalu Evina lepotilnica. Zakaj se smejam? To, ki je puzzle to reči. Vedno, kadar sem naredila ta pozdrav, je sledil kakšen ali make-up tutorial, ali Q&A, ali pač kakšen tak chit-chat video in točno to sledi danes. Po dolgem času sledi en make-up tutorial, v bistvu ga bom združila z chit-chat pogovorom, random, kar mi pade na pamet, malo o načrtih, torej malo o prihodnosti, malo o tem, kaj se je dogajalo, malo o mojem načinu razmišljanja, skratka, kamor nas bo ponesel. Tukaj pred sabo imam tudi kar nekaj novega make-upa, ki sem ga torej kupila in ga bomo skupaj stestirali, ker je kar nekaj stvari še čisto zaprtih in se prav veselim, da stestiramo skupaj. Podala bom tudi kakšno oceno, a se splača, a se ne splača, tako da nas čaka res en tak zabaven dekliški video. Evo, in če bi ga rada ogledala oziroma te zanima, kaj imam za pokazati in kaj vam zapovedati, potem glej video naprej. Evina lepotilnica. Merry Christmas! Prvo moram svojo kožo osvežiti, uporabljam tale Nuxov Very Rose Spray, v bistvu za dodatno hidracijo, ker je zdajle koža v mojih teh zimskih časih res zelo suha, se pozna, da ful ogrevam, jaz imam rada ful toplo doma. Tako da zdajle nanesem še vlažilno kremo. Tale, ki jo uporabljam, je Moisturizing Plus od Friziderma. Ful imam suho kožo zdajle, ko se ogreva. Jaz imam rada zelo še ful toplo, res sem ful tak zmrzljiv človek. Tako da je krema, vlažilna krema vsako jutro obvezna. Pa sploh takole pred make-upom, če ne, se mi čisto usede puder. Prav tako v te gubice kožne se mi usede, uleže in pa ful me izgleda lepo. Ker bolj se počutim. Potem naslednja stvar. Jaz se sicer pudru zelo izogibam, uporabljam pa celo leto tole Friziderm obarvano kremo, meni je super, ima tudi faktor 50. V bistvu uporabljam že celo poletje in zdajle tudi čez celo zimo. Res mi odgovarja, zato ker je taka neka mešanica med pudrom, med baby kremo, hkrati zdrži cel dan na obrazu, tako da meni je tale res zakon. Nadaljujem z korektorjem, ta je pri meni obvezen, ki ima malo bolj poudarjene podočnjake. Sicer sem uporabljala tistega Maybellinovega, zdaj pa sem našla eno malo cenejšo alternativo, pa tudi ful dober korektor, tale Essence Stay All Day 16 ur, je pa tudi vodoodporen, tako da je nekje, mislim, da 3 ali 4 evre, tisti Maybellinov je pa 10, kar se pozna razlika. Zdaj pa malo mojega updata, tlele se mi je naredil en toliko ogromen podkožni mozolj, tako da hvala Bogu se suši, ampak res je čez pol lička. Ja, update. Zdaj, obvestila sem vas že v bistvu o tem, da se bova mogla preseliti, ne. Midva tukaj, kjer sva, so v bistvu v najemu in sva dobila v bistvu odpovedni rok, tako da januarja greva ven iz tega stanovanja. Je pa situacija taka, da v bistvu še nič ne veva kam, zato ker sva imela vmes takšne in drugačne načrte, ampak bo treba za njih še malo počakati, da ima reči tako. Tako da ja, nič ne vem kam, vem samo kdaj. Ena varianta sicer je, da bova šla za nekaj časa domov, druga varianta je, da bova šla v bistvu takoj v najem, tako da bi lahko rekla, da je to eden zadnjih, če ne kar zadnji make-up tutorial. Ok, gremo na učke, uporabila bom tole Revolution novo paletko, make-up, kaj kakšno ime, ne, nič ni ime, vem sam, da so ful lepi toni. Tako da bom jaz v bistvu najprej pograbila tole bež marelično paletko in jo dala semle v Cut Crease. Kakšen make-up bo nastal, pa v bistvu zdajle še ne vem, se bom čisto prepustila inspiraciji, kam me zanese. Čez grem s tole za odtenek temnejšo senčko. Veste, kaj me pa v bistvu ful gor drži, v bistvu selitev vem, da bo zelo naporna, zato ker jaz sem tekom življenja 2 leti tukaj, pač, ko sva bila
tukaj res stvari prinašala tako postopoma, ker sva se selila, nisva pač šla takoj all in, ampak najprej nekaj prineseš pač po potrebi, druga, tretja stvar, pol valjda še stvari, ki jih kupaš in zdaj noter toliko stvari, da me v bistvu skrbi, kam bo to šlo. In zdaj, če bo šla za nekaj časa domov, bo to sploh nočem videti kam, ker je in od pralnega stroja do kavča. V bistvu midva, ker sva se preselila, je bilo tukaj čist prazno in vse v bistvu, kar sva opremila, sva sama, bila je samo kopalnica pa kuhna. Ostalo sva pa vse od posle, kavča, mizic in tako naprej. Tako da ne vem, a bova pač zdaj vzela sabo domov, a bova prodala, a bova vzela v novo stanovanje. In v bistvu, jaz sem tak, čeprav sem včasih mislila, da sem zelo tak avanturističen človek, sicer sem, ampak imam pa rada ene stvari zazihana, ne? In ta pač to dejstvo, da ne vem trenutno, kje bova bila januarja, me ful velikrat sprav v slabo voljo in se mi zdi na splošno to leto, z bleščicami grem čez tukaj na sredino jih bom dala, se mi zdi, da ker sem začela z YouTubeom, sem res imela ful energije za snemanje, takrat so bili tudi 2 do 3 filmčki na teden, res sem bila polna energije in elana. In recimo zdaj, tudi si zelo želim, jaz ful pogrešam YouTube in vedno bom ostala pač YouTuberka, ampak nekako delujem tako, da pač če stvari niso zrihtane in niso postavljene in zastavljene, zelo v bistvu težko kar vse pustim, se osredotočam, ne vem, na videe, na make-up, če vem pač, da una ena stvar čaka in pač ne bo zginila in jo je treba rešiti. Selitev je pa že sama po sebi v bistvu izredno stresna stvar. Dejstvo še, pa da ne veš točno, kam bo šel, je pa tako. Pač na živce me gre, ker se vleče zdaj 2 meseca in bi rada to rešila, ampak sej bo, pač ostajam optimistična in verjamem, da v bistvu tudi v letu 2022 bo letos sigurno pač bolj naklonjeno, no. Tudi na splošno ne vem, koliko se spoznate na numerologijo, jaz poleg astrologije se zelo v bistvu, nisem zelo, ampak se zanimam za numerologijo in sem zadnjič poslušala v bistvu nek intervju oziroma pač nek pogovor, da bo leto 2022 na splošno ful bolj naklonjeno, tako v bistvu ljubezni, kot družini, kot v bistvu nekim družinskim odnosom, domu, partnerstvo in tako naprej. Tako da, če vam pač to leto, dajmo reči, ne vem, ni šlo, niso šle stvari po planu, ni naključje to samo, ne vem, neka ta vaša osebna zgodba, ampak na splošno pač so planeti tako bili postavljeni, da je šlo vse v neko drugo smer. Leto, torej 2022, je pa pač torej ful bolj naklonjeno tem stvarim in mislim, da že vsi komaj čakamo in rabimo malo topline v svoje življenje. Gremo zdaj na obrvi, malo jih bom poudarila. Dajte mi povedati, a greste kam za novo leto ali imate pa kaj posebnega v planu za Božič. Se mi zdi pred tole pandemijo, da smo se vedno toliko veselili nekako, ker se je končal poletje oziroma vsaj pri meni je bilo tako, da se motam. Ampak nekje po poletju, tam septembra, smo se že začeli pač pogovarjati, kje bomo za novo leto, kje bomo za Božič. In je v bistvu september, oktober nekako minil v znamenju tega, novembra so bili vsi plani že postavljeni in potem si sam pač čakal, da pride ta veseli december. Pač s to pandemijo in tele, oziroma covidom, so se pa stvari malo spremenile in se mi zdi, da veliko več ljudi ostaja doma. Jaz iskreno še nimam načrtov, tako da se nekako pustim presenetiti. Nekaj so z Radetom sicer mislila, da bi šla pač kam ven v tujino, ampak bova videla v bistvu, kako bo glede tega. Mogoče bova celo ostala doma ali pa kam šla, no ne vem, pač dejstvo je, da se takoj spet, če bo vse po sreči, ker so pač situacije toliko nepredvidljive, da ne moreš planirati do zadnjega, ampak bi se odpravila tako v bistvu po januarju na dopust. Jaz se ga že ful veselim, zato ker gre dejansko za lokacijo, ki si jo že zelo dolgo časa želim obiskati. In tako je na moji wishlisti. Mimogrede, uporabila bom novo šminkico, kot vidiš je zapakirana, tako da se zdaj obadam s tem. Je pa od znamke Wet n Wild, v bistvu klasična rdeča, je lepa. V bistvu ima tlele še take ustnice narisane v Wet n Wild, mi je pa všeč zato, ker zraven v kompletu dobiš tudi
svinčnik, meni svinčnik live, se mi zdi, da se sploh ne znam pravilno našminkati, če nimam tega. Wow, bo ful dolga konica. Lepo je mazljiva. Ja, polomila sem svinčnik. Zasilo je, zdaj pa evo še šminkica. Taka res klasična, božično, rdeča gre za tale moj puloverček. Vista je izredno taka glossy. Skoraj že kot lip gloss. Res je tudi ful svet. Skoraj kot rdeč lip gloss. Nadaljujemo z... Aha, veste kaj nisem še nič dala? Bronzerja. Z bronzerčko nadaljujemo, ja, skratka, da nadaljujem tudi jaz tam, kjer sem pač ostala. Načrtujeva torej dopust, tam sredina januarja, če bo šlo vse po planu, nič vam nočem še povedati kam, zato ker se veste, situacije pač se tako hitro spreminjajo in tudi tekom leta je nama odpadla ena lokacija 3-krat, pa že v prejšnjem letu in še zmeraj je tako odprta karta. Itak pa pač, če bova šla v updateam, če ne drugega na Instagramu, tam veste, da prve zveste, karkoli se dogaja, tako da če mi še ne sledite, res lepo vabljene, sicer pa sledi zagotovo vlog. Te v bistvu travel vlogi so kar taka moja specialiteta, takrat imam v bistvu tudi polno pomoč Raleta in pol res lahko nastanejo taki hudi vlogi. Drugače pa veste, da sem si včeraj naročila stvar za božička. Eno stvar sem si ful časa že želela in včeraj sem mu dala naročilo, ful ko mi čakam. Se veselim, da prejme, tako da če prispe, še letos, jaz upam, da bo čim prej prispela, bo mogoče kar tukaj na YouTubeu pokazala, pa v bistvu skupaj odpremo paket, kaj sem si naročila od božička za mene. Zapišite mi spodaj v komentar, če bi vam bilo to zanimivo, ali pa če imate kakšne druge predloge še, kaj bi rade gledale. Zdaj pa highlighter, sam malo grem po predal po enega noga. Evo ga, toliko je cute, znamka Catrice, morska deklica Ariel v bistvu, highlighter paletka. Zadnjič ga zagledam v Millerju in sem rekla, oh my god, koliko je lep, sicer zelo poleten, ampak ga bomo zdaj stestirale. A pa še eno stvar bi vam rada pokazala, a veste, da so moji rokovnički prvič v katalogu, čak vam pokažem. Kot veste, sem izdala tudi letos nove 2 rokovnika, torej Dancing in the Moonlight pa Mystery of Magic. Dancing in the Moonlight se je razprodal. Če bi katera želela imeti vijoličnega, ga najdete v tuš drogerijah po celi Sloveniji, tako da praktično v vsakem kraju, oziroma dajmo reči večjem kraju, pa tudi nekaj manjših. A, evo, takole, torej ta tuš drogerija, tako da če bi želela imeti, res je tako srcem narejen, res vsaka stran do potankosti, poleg tega astrološki, se pravi opis 12 horoskopskih znamenj. Se boste še bolj spoznale, če ste, ne vem, rakice, če ste bikice, če ste vodnarke, zakaj odreagirate tako v neki situaciji, ne? Tako da v tuš drogeriji in pa tudi na moji spletni strani evinalepotilnica.si. Za darilce prejmete še torej nalepke, pa jaz vam dam še posvetilo, prav jaz v bistvu napišem, taka ful lepa kartica, tako da tudi če bi rade dale komu za popust, skočite na evinalepotilnica.si stran. So pa odzivi res amazing in sem ful vesela, ker tak rokovnik, ki ga delaš pač sam, res z nule časa čistko za predstavo, jaz sem ga začela delati že avgusta. Evo, kjer me mika, mogoče kar Hidden Treasure, ki je mal tak z roskastim podtonom. Se mi zdi, da highlighter vedno doda na obraz iz freshness touch, tudi če si kdaj, ne vem, malo bolj zaspana ali pa malo bolj zlimana. Highlighter te v bistvu lahko naredi toliko svežo, tako da če imaš kdaj kakšen tak dan ali bi pa želela gledati še posebej spočitek, te mogoče probi s highlighterjem rešiti zadevo. Evo, jaz se dam tukaj v bistvu nad to lično kost, tako v bistvu kar potegnem. Ne rabiš biti ne vem kako natančna, lahko si kar tako malo, imaš tako lahko rokico. Rada dam tudi takole na sredino, oziroma ja, po sredini nosu, valjda še na drugo stran, s tem, da lahko daš tukaj tudi podlok obrvi in valjda še na drugo stran. Veste, kaj zdaj razmišljam? A dati umetne trepalnice ali ne?
Daj, če ne zdaj, glede na to, da je veseli december, tako da dajmo. Evo, stestirala bom tudi tokrat ene čiz nove. Tile so tudi v bistvu ta Disney kolekcija, vidim, ki je na voljo tako pri Essence kot Catrice. Tukaj imamo eno princesko in ful lepe trepalnice, zato so mi v bistvu tudi padle v oči, tako da dajmo jih, pa da res zaključimo tale decembrski make-up tutorial v stilu. Kjero razliko naredijo trepalnice, definitivno prava odločitev. Zdaj mi pa moč, zato ker v te trepalnice so imele izrazit črn rob in je v bistvu tukaj je črn rob, tukaj v kotičku očesa, ne vem, če boste videli, pa kar ni črne in pa v bistvu zgleda, da se eyeliner razmazal, čeprav ga sploh nimam gor. In zdaj, kako bom to rešila, oziroma boljš rečem povezala, uporabim eyeliner, pa v bistvu dopolnim tale del v bistvu tukaj proti začetku učka, tukaj kaj tale špička. In to je to, drage moje, evo, prišli smo do konca tega make-up tutoriala. Definitivno se je ful pasal usedeti in pogovarjati z vami, protko terapevtsko name deluje. Tako da jaz res upam, da se bomo v letu 2022 družile še več, da ko se bom preselila, kjerkoli to že bo, da si uredim en tak kotiček in da imam res kamero in konc koncev nek tak lep set na voljo. Ker si želim in nasplošno se mi zdi, da to leto pač 2021, da ne je bilo zelo tako ups and downs, kot sem rekla, tudi numerološko najbolj naklonjeno in dobro je, da v letu 2022 prihaja res bolj harmonično in bolj ljubezni polno leto. Jaz sem bila zdaj v tem zadnjem mestu tudi kar precej bolna, najprej sem 14 dni kašljala kot nora, pol se me je lotila neka huda vročina in v bistvu v takih situacijah res poznaš, da če smo zdravi, je to vse, kar rabimo. Če imamo pa še nekoga zraven, kar nas ima rad, ali pa mi njega, je pa to še to klepš, tako da vse zmoremo, sam pač, da smo zdravi, a ne? Vesela bom, če se naročiš na moj kanal. Drug teden torej bo kar pestro, namreč grem frizerju, nohtke, tudi sicer imam neke obveznosti, tako da bom tudi vlogala in dostavim en vlog. V mislih imam tudi še en lepotni video, po mojem bi vam znal biti všeč. Tako da ne se pozabiti naročiti na moj kanal, ne me pozabiti pofollowati tudi na Instagramu, tam res vsak dan objavljam in to je to. Rada vas imam lepotice in lep in čaroben december. Čau, čau!